CLS je še eden tistih avtomobilov, ki so na glavo obrnili svet avtomobilizma. Pred njim smo imeli samo limuzine in samo kupeje. S CLS-om pa smo dobili limuzinske kupeje, se pravi avte, ki imajo tako kot limuzine dva para bočnih vrat, ter klasični limuzinski zadek, a v njihovi kabini se počuti športno utesnjeno kot v kupeju. In bistven je dizajn, ki je Gran Turismo. Eleganten, primeren za visoko družbo, a hkrati tako drzen, da preprosto ni mogoče, da vam ne bi ukradel pogleda. A če je prvi CLS vznemiril zadkom kakega ameriškega mišičnjaka iz 70-ih let, nas je drugi pustil hladne z bolj oglatimi linijami. Zdaj se Mercedes vrača v podobo zmagovalca, z bahavo masko in izzivalno ritko. Postal je zrel avto, ki bo pritegnil prav vse. Takole na pogled se celo zdi, da dražji AMG-jev 4-vratni divjak, tako imenovani GT 4-door coupe, ob tem CLS-u kar ne zmore prikazati prave ostrine. Sploh, ker že takšen CLS v notranjosti nazorno kaže svoj pristen kupejevski duh. Sedeži tesno oprimejo in črn strop je športno blizu, toda nemški know-how se čuti tudi tako, da kljub športnosti sploh ni malo udobja. Peljali smo celo 5-člansko družino in prav nič čudno se ne bi zdelo, če bi šli 4 poslovneži s CLS-om na službeno pot. Seveda si menedžer tega kupeja ne bo omislil zaradi skupnih potovanj, vendarle bo hotel prave športne vozne lastnosti in dobil jih bo. 4-kolesnim pogonom, mehko hibridno kombinacijo dizla in majhnega elektromotorja, a predvsem s pravimi nastavitvami podvozja in krmiljenja, ki vozniku dajo pravi občutek. In s tem se je še enkrat potrdil znani nauk, da 3-prostorska oblika ne pomeni vedno zgolj dolgočasne limuzinske klasike.